Od slike do besede. Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo pod drobnogled vzeli eno znamenito osebnost človeka, ki ga Slovenci, se mi zdi, vse premalo poznamo. To je Martin Kojc, rodil se je 14. septembra 1901 in njegov dober poznavalec, lahko rečem, je Borut Pogačnik. Dober večer. Dober večer vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Učbenik življenja, ki ga je napisal Martin Kojc, je doživel že kar nekaj ponatisov in tistega pred mnogimi leti, ki sem ga kupila in prebirala, uvod v tistega ste napisali vi, pa me zanima, kako ste se vi srečali z Martinom Kojcem. Ja, zelo zanimivo vprašanje, ravno ko ste omenili te različne izvode. Jaz sem naletel na predvojni, pred drugo svetovno vojno, to je šlo leta, mislim, da je 1936, v Trubarjevem antikvariatu v Ljubljani, ker sem večkrat tam gost, bil že takrat pred davnimi desetletji. Jaz sem tam naletel na to knjigo in potem sem rekel, učbenik življenja, ko pač človek še nima kakšnih posebnih življenjskih problemov, ampak kljub vsemu sem ga vzel in potem sem ga odložil doma in je bil tam nekaj časa ležal. No, potem pa pridejo razne prilike v življenju, pa pogledaš malo, kaj pa je to, kaj nam pa avtor sporoča. No in potem se je pa zgodilo leta 1989, me je pa gospa Skrtova iz založbe Domus poklicala, pa je rekla, tukaj sta vdova, pa pastore kot Martina Kojca, ste vi že kdaj slišali za Martina Kojca, pa njegov učbenik življenja? Sem rekel, sem rekel, se ga imam doma in se ga tudi, takrat sem ga že prebral, No je rekla potem pa, če se lahko oglasite pri nas v založbi, bomo zelo veseli, ker pripravljamo ponatis. Prvi slovenski ponatis po drugi svetovni vojni bil to, No in potem sem jaz ta uvod delal, se že spominjam za prvomajske praznike, zdaj točno ne vem, bilo leta 89 ali 90, skratka, ker nekako mi ni šlo, mi ni šlo ta zadeva, pa ne zato, da ne bi imel kakšnih simpatij do Kojca, ampak enostavno zato, ne vem, kar nekaj sem čakal. Je bilo preveč drugega v zraku morda takrat? Ja, čakal sem neko notranjo, intuicijo ali karkoli. No in potem je kar naenkrat prišla, sem se usedel za pisalni stroj, takrat še ni bilo računalnikov, za pisalni stroj in potem sem tak pisal in dokler ni bilo končano. Res verjamem tistim pisateljem in tudi pesnikom, recimo, ki pravijo, da enostavno kar nekaj v njih piše. Tako da tudi meni se je to zgodilo ravno pri uvodu v Kojca in še nekaj drugega, kar je zelo pomembno, je pa to, da tudi zdaj, po 30 letih ne bi spremenil niti enega stavka, niti ene besede. Ja, toliko o uvodu in besedah, ki pridejo po nekem notranjem navdihu, kot da bi jih pisala neka prasila, ki je nad nami in v nas. No in ta prasila je tudi ključna beseda učbenika življenja, kaj ne? Ja, zanimivo, Prasila je ta ključna beseda, no in prasila se mi je zdela, recimo, dobro, jaz sem zelo dobro podkovan, kar zadeva in svetopismo stare in nove zaveze, pa tudi druga verstva, recimo ravno tudi taoizem, Ta se mi je zdel najbolj približek tega, kar zadeva prasilo, ta Tao, kot imenujejo taoisti, pot oziroma cilj, ki seveda nobena pot nima v bistvu cilja, To je kot sveti gral, v katerem pravzaprav vsi, ni bistvo, da se ga najde, bistvo je ta napotitev na to, da nekaj iščeš in potem seveda tega ni potrebno, da najdeš, ampak ta strast do iskanja oziroma strast v iskanju je tista pomembna zadeva. No in prasila se mi je zdela tisto, podstat temu prapočelu, vsemu, kar to giblje, recimo, ker dejansko bi lahko seveda to upisali kot Bog, dejansko bi lahko, z različnih vidikov verstev, in tudi vseh, Seveda prasila je bila, pa moramo vedeti, da je to bil predvojni čas. To ni bil čas nekega, posebnega ateizma in tako naprej, ampak kljub vsemu je dejansko ta beseda prasila lahko ustrezala tudi tistim, manj verujočim ali pa komaj da verujočim ali pa tudi neverujočim, In je to bil nekakšen nadomestek
temu, kar bi lahko rekli Bog, ampak se odlično vklapla v tem njegovem delu učbenik življenja, tako da si lahko pod prasilo vsakdo od teh bralcev zamišlja karkoli že po svojem vedenju, po svoji, bi rekel, notranji intuiciji, kaj lahko to je. Zdajle mi v misel prihaja še en tak duh, ki je po svoje tudi imel določene take izredne lastnosti, kot tudi Martin Kojc. To je župnik Jurij Humar, ne, s Primskovega, on je bil seveda svoja zgodba spet, ampak kakšne lastnosti se vam zdi, da je imel Martin Kojc, oziroma ali se je on zavedal tega, da ima neke take lastnosti, ki bodo segale tudi v čas, ko bo on že umrl in da bodo to knjigo, ta učbenik življenja brale še generacije za njim? Ja, težko je reči, no, mi smo pred 10 leti, režiser Boris Jurjaševič je posnel film o Kojcu, kjer sem tudi sodeloval. No, zanimivo je, ne, da se na vsake toliko let poraja ponovno, ne, Kojc kot, bi rekel, znamenit, pomemben, odločilen celo. Kar zadeva njegovo posmrtnost, ne, seveda je imel kar velik vpliv, recimo ne nazadnje tudi na dr. Janeza Drnovška, ne, ki je bila to njegovo zadnjo, bi rekel, tak brever, ne, kateremu se je zatekal po vseh teh njegovih izletih, da tako rečem, Južno Ameriko, k šamanom in tako naprej, ampak je ugotovil, ne, da je to doma, ne, da Martin Kojc je naš človek, ne, bi rekel, slovenske zemlje sin, in dejansko je Martin Kojc postavil vse tiste zadeve, zaradi katerih ni treba nikamor jeti. Res, moram reči, da sploh v iskanju, ne, kot sem prej omenil, Gral, iskanje resnice, ne vem kakšne osvoboditve in tako naprej, človeku res ni potrebno nikamor iti, ne, tu stojite, ne, in pojte v notranjost, ne, tako pravijo veliki mistiki tudi srednjega veka in dejansko tudi oni so bili nadčasovni, ne, ker so dejansko, recimo, če pogledamo mojstra Eicherta, ne, njegove nemške pridige in traktate, ne, dejansko iz 12. stoletja so pravzaprav šele danes doumljive, kako so jih doumevali takrat, ko je bilo pa dejansko 1% prebivalstva pismenega, ne, je pa težko reči. Ampak hočem reči, ne vem, ali se mislec, to, kar ste vprašali, ne, ali se mislec zaveda pomena svojih misli, ne, in nadčasnosti teh je zelo težko reči, ne. Recimo jaz se tudi pri drugih, recimo, ki jih srečujem, raznih mistikih slovenskih, ki smo jih imeli in tako naprej, za katere še ni prišel morda čas, ne, tudi recimo ta Magdalena, ne. Gornik. Prosim? Gornik, ja, Magdalena Gornik, jaz sem bil tam, ne, v tej cerkvi, na njenem grobu in tako naprej, ne. Veste, prav zanimivo je nekaj drugega, ne, da pri Magdaleni Gornik sem začutil nekako tako, da njen čas še ni prišel. Lete, toliko let je že, ne, oziroma ni, ker je dejansko bila zelo zanimiva, ne, ker ona 38 let ni jedla, ne, če se spomnimo, ne, če smo prebrali tisto knjigo o njej. In je imela še seveda poleg tega druge lastnosti, ne, absolutno druge stvari, ki popolnoma se upadajo z mističnostjo, ne. Tako da se mi zdi, veste, da tudi v Sloveniji imamo veliko ljudi, recimo, za katere pa čas še ni prišel, ne. Tisti pravi čas, ko bodo tudi predstavljeni, bi rekel, in jih bomo potrebovali, ne. Ker se mi zdi, s Kojcem je podobno, ne, če pogledam svojo zgodovino, srečan z njim, ne, srečan z njim, nisem se z njim osebno srečal, pač pa z vdovo pokojnega in takrat je še živela in s pastorkom, no, s katerim so bila prav dobro prijatelja, poznaje pa tudi že umrl. No, hočem reči, človek ima občutek, recimo, da ne vem, tako bom rekel, ne, včasih imam tudi občutek tudi pri drugih in pri sebi, da smo poklicani za nekaj, ne, vsak je za nekaj poklican, vsak ima nek talent in kot prav svetopisemska zgodba, ne, svoje talente moraš množiti, ne, in tisti, ki pride nazaj in pred očeta in mu da vrne tisti talent, ne, ki bi takrat mišljen kot zlatnik oziroma kot novec, ne, in če ga vrne samo tega, brez da bi ga obrestoval, čeprav vemo, da obresti niso bile, ne, tudi sprva, ne govorimo o bančnih obrestih, ampak govorimo o teh moralnih, takšnih obrestih, moraš to izobresti, tisto, kar ti je bilo dano, recimo, nekaterim je dan glas, so dobri pevci, nekateri so dobri igralci in tako naprej, in to je odlično. In te stvari, če izpopolnjujejo, ne, hudo pa je, kadar ti ljudje, ko so bili odlični v svojem poklicu, gredo v nekaj zaradi denarja, zaradi časti in slave in potem to, da tako rečem, zamenjajo, konvertirajo in potem je z njimi zelo slabo. Prav te dni sem bral neke zanimive stvari, ker zadeva čisto neko druga stvar, ker nek zelo dober ginekolog iz Zagreba se je šel podjetnika in na koncu pristal v zaporu zaradi različnih manipulacij. Bil je pa odličen zdravnik.
Najčudovitejše iznajdbe in odkritja so uspele samo ljudem, ki so kakor skala trdno zaupali v prihodnost. Človeštvo bi bilo še stoletja zaostalo brez odločnosti in neomajnosti tistih, ki se niso nehali ukvarjati s stvarmi, o katerih so bili prepričani, čeprav je svet to njihovo prepričanje pogosto zasmehoval kot nemogoče ali nesmiselno. Velikanska moč je v zaupanju v prihodnost. V tej mogočni sili, ki človeku omogoča, da vztraja pri svoji nameri, ki krepi njegov pogum in ga vedno znova podžiga in pomaga, da tudi tedaj, ko se zdi, da ga zapuščajo njegovi najbližji, ohranja prepričanje v srečen izid. Brez tega zaupanja bi človek ne mogel ničesar dokončati. Že pri prvi oviri bi mu upadel pogum in bi odnehal. Vse veliko je imelo svoj začetek v sanjah, željah in slutnjah, ki so ostale dolgo časa brez vidnega uspeha. Toda neomajno zaupanje v prihodnost je ohranjalo živ pogum, prikazovalo vse ovire kot lahke in samoumevne, dokler se slednjič niso miselne slike le začele uresničevati. No, Martin Kojc je bil tudi neke vrste zdravnik, imel je svojo ambulanto, ali kako bi to rekla, poslušal je pač zgodbe ljudi, bil je terapevt in to v Berlinu. Prepričana sem, da naši poslušalci verjetno ne poznajo njegove življenjske zgodbe, če jo lahko samo na kratko malo orišete. Ja, moram reči, da pravzaprav jaz dosti nisem poglabljal v njegovo biografijo, moram reči, da so to drugi se bolj, ne vem, jaz kolikor vem, samo to, da je, kot ste vi omenili, je imel svojo, tik pred drugo svetovno vojno, je imel to svojo ordinacijo, če lahko rečemo po današnjem pogovoru. To je imel, koliko je bil uspešen, ne vem, verjetno pa, če je imel ta stališča, ki jih je tu upisal v učbeniku življenja, jih je praktično prenašal v življenje, moram reči, da je bil lahko res izjemno uspešen. Drugače pa moram reči, da je tako kot prerok, kot piše v Stari zavezi, da nihče ni prerok v lastnem kraju, se je zgodilo točno to njemu, ker njega bolj poznajo na Nizozemskem, ker je prav zanimivo, ker so izdali že kup njegovih knjig in v Nemčiji, medtem ko pri nas, se pravim, do tega usodnega povojne izdaje ni bilo praktično njem niti slišati, niti nič. Potem se je pa to razvilo, možem reči, da tu pa je vsezadnje tudi pripomogel dr. Janez Drnovšek s tem, ko je javno povedal, da mu je ta knjiga in da se mu ta, bi rekel, da tako rečem, navodila, ker vsak učbenik prenaša navodila, zelo pomagala, tako da se je lažje soočil in svojo boleznjo in verjetno tudi že je predpostavljal, se je jasno, ko vidiš, kje si in v kakšni situaciji, predpostavljaš svoj konec, in si tudi nanj pripravljen in bolj si pripravljen, recimo ravno z tega, bolj spokojen si, tako bom rekel. In to spokojno se mi zdi, da je Martin Kojc, če takrat sejal okoli sebe. No, ko sem ravno govoril o tem filmu, namreč v tem filmu je Boris Jurjaševič prikazal tudi posnetke, to so bili tudi posnetki iz takratnega Super 8 filma barvnega, kjer je on slikan s svojo družino. No, moram reči, da je tudi dajal vtis, če jaz osebno ga nisem mogel videti, ker je pač umrl veliko prej, ampak dejansko je on, kot sem ga gledal pa v teh kratkih filmskih izsečkih, je pa bil izjemen optimist, vesel, voznik nekega, mislim, da je bil nekega rolerja, nekega motorja tudi in avta in tako naprej. Vsi ti posnetki, kjer so, je on vesel in zelo, bi rekel, ni tako kot nekako včasih spada k slovenskemu narodnemu značaju, da smo malce zaprti, zavrti, zapeti, zadrgnjeni. Pa še ena stvar je v knjigi taka, se mi zdi, ki da človeku misliti, ko imamo vsak zase dovolj velike ambicije in hočemo in ne vemo, kako bi drugega pohodili, samo da bi sami dosegli tisto, kar pač mislimo, da je za nas najboljše in to s tem mogoče samo z razumom. On pa v tem učbeniku življenja pravi, da pravzaprav ničesar ne moreš izsiliti in da tisto, kar se ima zgoditi, se bo zgodilo.
Ja, zanimivo, ne? To je vprašanje volje, ne? Volje kot takšne, ali je volja, bi rekel, ali lahko z voljo dosežemo vse in če ne, zakaj ne, oziroma in če da, zakaj da, ne, bi lahko rekli. Ja, gledajte, kar zadeva voljo, je on zelo dobro rekel, ne? Da dejansko bolj se siliš neko stvar narediti ali pa da bo po tvoji meri, po tvojem okusu skladna s tvojimi cilji, a ne, tega ne moreš, ne. Ker ljudi pravzaprav ne osupne, ne, saj če pa imam, ne vem, dovolj volje, bom pa to dosegel, pa bom šel, ne vem, čez steno, če bo treba, ne, in podobno. Ne, on zelo dobro pove, ne, recimo, kakšna je ta razlika med voljo, kot si jo predstavljamo na zahodu, ne, to se pravi, to je volja tja, bi rekel, usiljenost, ne, ko hočemo okolje prisiliti, tudi naravo, recimo, ne, da bo točno tako, kot smo si mi zamislili, in drugo pa je, kako, bi rekel, brez neke tovrstne volje, ampak na drugačen način, se pravi z imaginacijo, se pravi s pomočjo domišljije, ne, s pomočjo teh slik na mentalnem nivoju, pa skušamo uresničiti, a ne, stvari, da bodo na realnem nivoju postale resnica, ne? Ampak seveda tiste, ki so pa, bi rekel nekako, če lahko tako rečem, po božji volji. Tudi v Svetem pismu imamo kup pasusov, ne, ki zadevajo voljo, ne, in zadnje tudi Jezusova, ne se ne zgodi, ne po moje, ampak po tvoje volje, ne, je to ena stvar. Druga stvar je pa tudi seveda, da je tudi tam kar nekaj zapisov o tem, da je potrebno si zamišljati, ko molimo, da so stvari že izmoljene, se pravi, da so že uresničene. To isto pove Kojc, ampak čisto na drugačen način, mogoče malo bolj poljuden, ne, prilagojen, bi rekel, dan danes tudi ateistom in vsem tistim, ki manj verjamejo, mislim, ki niso pač poborniki Svetega pisma, ampak dejansko je to isto. Moj pokojni oče mi je večkrat rekel, od prisiljenih stvari je dobro samo zelje, ne, kot rečemo, te jedi in prisiljeno zelje. No in potem sem nekaj časa razmišljal, in točno to je, ne, kadar pri nekaj prisiliš, je to mogoče lahko zelenjava, ne moreš pa prisiliti niti okolja, pa če že, ne, potem posledice bodo strahotne, ne. Zate in seveda tudi za okolje. Lejte, vsa zgodovina vojne, če pogledamo, vsi veliki vojskovodje, ki so svojo voljo skušali uresničiti nekaj, recimo od Aleksandra Velikega, Napoleona, Hitlerja, Stalina, vseh teh oseb, ki so v zgodovino se zapisale, bi rekel, bolj ali manj s rokami krvavimi do komolcev, ne, ampak lejte, na koncu so vsi končali bedno, ne, v posmeh pravzaprav vsemu, ne, ker so takrat zmagoslavno narekovajo počeli. Ne. Tako da življenje, ne, zgodovina nam, bi rekel, položi karte. Ne. Položi karte za neko osebnost, položi karte za neke prenapeteže, za neko prenapetost, recimo, in tudi kar zadeva voljo. Tukaj se odpira vprašanje zla, ne, recimo, ko so ti krvavi voditelji šli svojo pot. Ali je njihova vest, po vašem mnenju, takrat molčala, ali so bili nekako v kremplju te zveri, ki rečemo čisto zlo, po vašem mnenju? Ja, zanimivo vprašanje. No, jaz sem pred nekaj več kot 20 let, ne, ker sem tudi sodni izvedenec za področje forenzičnega preiskovanja pisal, bil po nalogu sodišča pri nekem zaporniku, ki je bil takrat obsojen na 20 let in v sostorilstvu še z nekom, ker sta pobijala določene osebe tukaj v Sloveniji zaradi ropov, oboroženi ropi, ne, in tako naprej. No in to, kar ste vi vprašali, sem jaz njega vprašal. Prinesel sem tudi v celico, sem prinesel tudi diktafon, sem ga vprašal, če lahko snemam, rekel, da lahko, potem sem pa, to vprašanje je bilo tudi moje vprašanje. In sem rekel, gledajte, zdaj vi, ne, ko so obletnice smrti teh ljudi, ki ste jih ustrelili, ne, sem rekel, kaj občutite? Kaj recimo ta čas, recimo, je kaj posebnega? In je rekel, da prav nič. Prav nič. Zato, ker, lejte, tudi povedal je, v kakšnih okoliščinah to je bilo, celo teli, predno so jih ustrelili, nekateri so kazali celo slike otrok, družine in tako naprej, in prosilne, pa vendar, ne, in tako naprej. To so stvari, ki jih mora človek samo doživeti, ne. In potem, lejte, vam težko rečem, lejte, jaz mislim tako, ne, zlo je na svetu od vekomaj, ne.
In če pogledamo Sveto pismo Nove zaveze, gospodar tega sveta prihaja, je rekel Jezus. In dejansko gospodar tega sveta, veste, moramo to vzeti v zakup, da je zelo neke vrste, bi rekel, prisotno. In jaz recimo osebno, ko berem Sveto pismo Stare zaveze, se mi zdi, da je velika razlika, samo to bom rekel, da ne bom kaj izpadel heretično, ampak je velika razlika med Svetim pismom Stare zaveze in Svetim pismom Nove zaveze. In jaz sem bolj pobornik Svetega pisma Nove zaveze. Težko najdem stičišča, se pri nekaterih psalmistih so zelo povezani z Novo zavezo, recimo psalm 20, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Ta je odličen, ta se upada recimo s vso Kojčevo filozofijo, pa tudi mnogimi drugimi, bi rekel tako rekoč, optimističnimi filozofi tega prejšnjega stoletja. Drugače pa ne vem, ker zadeva v eni mojih radijskih oddaj, ki si jih imel z dr. Antonom Stresom, sem mu postavil točno to vprašanje, ker ste vi zdaj mene vprašali in tudi on nima odgovora. S tem, da je on doktor filozofije in teologije in je tudi velik naredil za to, verjetno za proučevanje zla, da bi dojel, In tudi to se mi zdi, da je zelo pomembno, ker ste vi vprašali, ali se nosilec zla zaveda, da je nosilec zla. In to se mi zdi, da je tisto osnovno vprašanje. In včasih se mi zdi, veste, da je resnično samo orodje. Da je samo orodje v kremplju gospodarja tega sveta. In da ne more, ne zna, ali pa tudi noče uiti z teh krempljev. Glede, če pogledamo zdaj svet na splošno. Na eni strani imamo kolekcionarje milijard. Ti so se povečali zaradi COVID krize. Kolekcionarje milijard, na drugi strani imamo toliko ubogih, da UNICEF in vse organizacije in naše slovenske Caritas in druge zbiramo sredstva za to, da bi pomagali tem otrokom v tretjem svetu in tako naprej. Tam so pa kolekcionarji milijard, ki jih ne bodo mogli nikoli v tem življenju porabiti, nikakor ne. In bi jih lahko namenili, vse nekateri so, nek del teh sredstev dajo v neke fundacije. Samo gledajte, bom povedal tudi, kar zadeva fundacije, nič kaj prijetna stvar. Še ko je bil Bill Clinton, ki se ga to še spomnil kot predsednika Združenih držav Amerike, njegova žena sta ustanovila neko fundacijo in tako naprej. In potem ker sem tudi predsednik Združenja invalidov Foruma Slovenije, pred leti, ko smo bili spet in zopet v finančnih težavah, smo pisali tej fundaciji. Smo pisali fundaciji Billa Clintona, nismo dobili niti odgovora in jaz močno dvomim, da so te fundacije samo, bi rekel, davčna olajšava za vse te gospode in gospe. Tudi verjetno pri nas, če obstajajo, in še marsikje. Drugače pa nimajo, bi rekel, potem, in ni bila to edina, veste, fundacija, bi rekel, izven Slovenije, na katero smo se obrnili in sploh nismo dobili odgovora. Tako da moram reči, da močno dvomim v te dobre namene in namere takšnih fundacij, ampak gre pravzaprav samo za PR. Gre za stike z javnostmi in na osnovi tega, da se oni izkažejo pred javnostjo, kako so dobri. Tudi recimo zdaj, ko beremo o tem britanskem princu, ki je odšel v Ameriko in tam ustanovil neko fundacijo. In to je to, da se ti, veste, da si v družbi, v javnosti pojavljaš kot neki, bi rekel, nek dobrotnik, kot človek, recimo tako širokega, odprtega srca. Ampak imam občutek, da ti ljudje bolj gledajo nas na to svojo propagando in kot pravim, to je ena od oblik stikov z javnostmi. Vsakomur, ki premišljuje, je jasno, da sila, ki je vse, kar biva ustvarila in ki nenehno vse ohranja, mora biti. Tej sili bomo dali ime prasila. Njen izvor je za nas skrivnost. Nje same ne moremo nikjer videti, le njene učinke opazimo povsod. Ker je prasila vzrok in izvor vsega, kar je in biva, skriva v sebi najvišjo inteligenco in torej najvišjo duhovno moč, največjo vrednost, popolnost, vsemogočnost. Je resnica, ki se sama ohranja in ki je ne more nič uničiti. Za naše človeške pojme je brez začetka in brez konca. Različne religije imenujejo to silo Bog. Vse religije pa v njej častijo isto silo, ki jo bomo mi imenovali prasila. Vse vidno, vse materialno, vse z našimi petimi čuti zaznavno se nam zaradi tega zdi kot pravo,
obstoječe in resnično, vendar predstavlja le odsev idej prasile. Potemtakem vse materialno v resnici ne obstaja, vse duhovno pa je edino resnično, obstoječe in delujoče. Če pa prasila skriva v sebi najvišjo inteligenco in torej vsevednost, popolnost in vsemogočnost, sledi iz tega, da se v življenju nikakor ne more karkoli zgoditi brez volje prasile. Tako kot mora imeti človek nekaj daru za to, da se ga polasti zla in da z tem hudičem in princem tega sveta sodeluje, prav tako se mi zdi, da mora imeti srce, ki je sočutno, tudi en dar, ne, da to sočutje najprej vzpostavi in potem goji in živi. In tukaj me zanima, kako da ste se vi začeli ukvarjati z ljudmi, ki imajo določene, kako bi rekla, ki jim rečemo invalidi, ampak je to ena široka množica ljudi, ki ima vsak svojo neko prikrajšanost. Ampak ko govorimo o prikrajšanosti, saj je vsak nekako prikrajšan, ne? No, seveda, ne? Nekatere prikrajšanosti se vidijo, nekatere se ne vidijo, to je dejansko res. No, kar zadeva mojo pot do invalidov, pa tudi se mi zdi, da je bila nekako kar tudi usvojena. Zakaj? To sega že davno moje otroštvo. Moj oče je bil vojaški vojni invalid in me je pravzaprav na pol komolca leve roke imel razstreljene iz druge svetovne vojne, tako da sem se jaz porodil v družino, kjer je bil oče invalid. Meni se ta invalidnost, ker sem z njo živel in videl, in meni se ni zdela nič posebnega, ker sem jaz zdela del tudi naše družine in tega. Tako da jaz tudi v invalidih nikoli nisem videl ljudi, ki bi bili, ne vem, za to karkoli, ne vem, celo obsojenja vredni ali kaj podobnega, kar sem tudi poznaj slišal. No, ampak potem spomnim se, da ravno tule, ko sem hodil v osnovno šolo, tule Franz Rozman Stanle v Šentvidu, ne, smo imeli takrat še ni bilo posebnih razvojnih oddelkov, ne, je bil nek fant, moj sosed, v bloku smo živeli nad menoj in je imel Downov sindrom. In meni se to ni zdelo posebno, čisto nič čudnega. No in tudi moram reči, da druge, ne, včasih slišimo, da pač zasramujejo in tako naprej, ampak v tistem obdobju takrat, ko je bilo še veliko manj ozaveščena javnost o invalidih in invalidnostih, ni bilo nobenega takega primera. Mi smo z njim tako komunicirali, kot recimo zdaj mi dva komunicirava, mogoče kakšno besedo je bilo treba bolj pojasniti, to se vsekakor zdi. Potem je bilo pa tako sosledje čudnih naključij, da sem bil pač povabljen v ta svet, nacionalni svet invalidskih organizacij, če bi prevzel njihove stike z javnostmi, ker prej niso na tem področju naredili nič, pa tudi volje niso imeli. Denarja je bilo takrat ogromno, mislim, ker tudi niso čutili nobene potrebe, da bi karkoli želeli od javnosti. No in tako sem jaz, sem opazil, da se ni nič naredilo v tej smeri in sem rekel, da bi bilo treba invalide pripeljati pred mikrofone radijskih postaj, takšnih kot je vaša in drugih, lokalnih tudi radijskih postaj. No in so rekli, da je to praktično skoraj nemogoče, da to bo pa zelo težka pot. In moram reči, v enem letu, ne, ko sem to začel, to je bilo leta jeseni 94, leta 95, smo mi že nastopili na 20 radijskih oddajah v enem letu. Ja. Seveda pa moraš tu, to pa resnično, ampak ko veš, da delaš nekaj pozitivnega, ne, potem res ta polet je velik. Ne. Ta polet je velik in tako sem jim jaz dejansko pripeljal. Do danes je bilo preko 2000 različnih slovenskih invalidov, tudi tisti, ki so brez grla, ki jim rečemo laringektomirani, tudi tisti so bili na radijskih oddajah, ker včasih ni bilo povšeči
urednikom, so rekli, kdo bo pa to poslušal, to brbotanje, in tako naprej. Sem rekel, lejte, vsakomur od nas se to lahko zgodi in tudi lahko bomo mi nekega dne lahko morali govoriti z goltancem, pa še veseli bomo, da bomo, če nam ne bodo dali kar proteze za to. Ne. Tako da moja pot do invalidov in do tega je bila. Jaz moram reči, po drugi strani sem imel pa tudi veliko nasprotnikov. Ne. Vedno so se najdeli nasprotniki temu mojemu delu, vedno se je zdelo ljudem, veste, ker jaz sem večkrat pri svojih odločitvah pred časom. Ne. Ljudje mi težko sledijo, ne, včasih, veste, ker sem res, bi rekel, tako impulziven, energičen, to ljudje tudi ne sprejemajo, ne samo, da težko sledijo, ampak ne sprejemajo. Ne. Tako to se vidi, no, namreč, kako je predsednik Združenja invalidov Foruma Slovenije, no, in ta finančna podhranjenost, ne, prav tega združenja ni slučajno. Ne. Mi nobena skrivnost ni, mi dobivamo od FIHO, to je fundacija, spet ne fundacija, dobivamo 7.333 evrov za 8 ljudi, pa si pa zračunite na mesec, kako to pride, ne. In kaj lahko s tem narediš, in za vse stroške seveda. Mi smo že stalno pisali pritožbe in tako naprej. In stalno so bile pritožbe negativno rešene, upoštevane. Tako da smo bili prisiljeni, smo še prisiljeni, ne prositi okoli za donacije, pisati gospodarskim družbam, drugim subjektom in tako naprej. Kot drugi recimo tega ne počnejo in jim ni treba. Še več, ne? V času COVID krize sem bil jaz tisti, ki sem ustanovil prvo dežurno psihosocialno službo za pomoč in oporo ranljivim Slovencem v Republiki Sloveniji, v soglasju tudi z Republiškim štabom civilne zaščite. Pri financah se je pa spet stvar ustavila, tako da danes v bistvu nismo prijeli, zato nekaj smo prijeli, to moram reči, od neka sredstva smo dojeli skromno za ta čas, ker mi smo naredili v tem obdobju ne vem koliko 1000 ur teh pomoči, ker imamo to dežurno službo vsak dan od 8 do 21 ure in včasih tudi globoko v noč, tudi ob 3 zjutraj samo že klice, verjamete mi. In tudi te nas smeš zavrniti, ne, ker veliko ljudi smo tudi rešili, to so ljudje, ki so tik pred samomorom. Vemo, da je Slovenija dežela, kjer je pač od 200 do 300 ljudi naredi vsako leto samomor, 10krat več pa samomorilnih poskusov. Tudi moja, ko govorimo o poklicih, ne, tudi poklicanost, ne, se mi zdi, da je bila ravno pravšna, ne, ker jaz sem najprej naredil to šolo za socialne delavce, potem na takratnem FSPN smer sociologijo, potem pa še na medicinski fakulteti 2 študija svetovanja in pa tudi psihoterapije. No in nekako, a ste podzavestno, bilo prav zanimivo, ko smo bili še najstniki, ne, pa smo šli na kavo v Figovcla v Ljubljani, žal te gostilne. Ampak ni več to, kar je bilo jasno, da ne. Tam so se včasih, ko sem bil star 16 let, kakšni, ki so bili mogoče tudi leto in 2 starejši od mene, obračali name v kakšnih takih stiskah, tudi ljubezenskih in podobnih, ne, za rešitev njihovega problema. No in takrat sem se jaz bi rekel, ker pa ne hote, ne, oni so kar nekako me najdel, ne vem, verjetno sem tak fluid pač od sebe pošiljal, da mi pač to ustreza. No, poznaj seveda pa mi je pa res, ne, vsi ti študije, ne, jaz se nenehno izobražujem, tudi moram reči, ker sem bibliofil in imam čez 5000 knjig, ampak v glavnem me zanima ta znanost, to vedenje, te stvari, to se pravi od različnih verstev, potem filozofije, psihologije, sociologije in tako naprej. Ne. Seveda zdaj se te stvari vedno bolj tudi mešajo med seboj, ne, ker je tudi prav, ne, in dobivamo različne nove poklice, različna nova vedenja, utemeljitve. Recimo zdaj v zadnjem času me zelo zanima tudi kvantna psihologija oziroma kvantna fizika in mehanika, ki je tudi povezana, ne, tudi dejansko je povezana s psiho, ne, in možgani, ki so najboljši, najboljši računalniki. Jaz mislim, da še dolgo tega ne bo mogoče preseči. Res zadnjič mimo grede, kot anekdoto sem dobil kot izvedenec, moje mnenje so zelo objektivne, realno in težko jih je vreči. No, ampak se najdejo odvetniki, ki za dober denar hočejo narediti vse. Ne. No, potem je nek odvetnik pisal, da pač da je moje mnenje nestrokovno, ker ne uporabljam nekega računalniškega programa za to. Glejte, hotel sem mu povedati, ne zapre oči in ne si on predstavlja 2 teksta zaprtimi očmi in naj potem pove, kateri je ponarejen in kateri ni. Podobno z računalniki. Računalniki imajo notri pač določene simbole, na teh oni delajo, oni ne vidijo. To je dejansko res. Razumete, vi, seveda, oni na temelju teh, bi rekel, oštevilčenih, bi rekel, lastnosti, ki jih lahko številčimo, te ne moram reči, da ne. Ampak dejansko računalnik ne more videti na očiten ponaredek od pristnega
nekaj, kar je pristno napisano. Ampak gledajte, hočem vam reči, ravno ko sem omenil ta računalnik, ki je tudi pred vami in tudi pred mano, kadar sem pač v službi, ampak recimo nekatere stvari nikoli, mislim skoraj da nikoli ne bodo mogli, ko pa bodo, nas ne bo več, ker bodo nas izrinili iz sveta. Zdaj to pravite, kako si prizadevate vedno znova za te finance in to za dobro stvar, ne zase, za ljudi, ki bi to potrebovali, ker bi drobiš iz žepa enega, ne vem, mogočneža, temu človeku lahko čisto spremenil življenje, veliko na bolje. Vi to veste, zato si prizadevate in vedno znova nekako naletite na zaprta vrata. Kako vam pri tem pomaga učbenik življenja Martina Kojca? Ja, gledajte, najbolj, seveda, pomaga mi vse to, učbenik življenja in pa še tudi mnoge druge knjige, ki sem jih seveda prebral in ki si jih moram vedno znova, veste, tudi sam, vsak dan pravzaprav bi morali biti na tej dobri, pozitivni vibraciji in to je. Veste, najbolj, kadar sem v taki krizi ali pa tudi sicer, vedno si rečem, ta psalm je izjemno pomemben, številka 123. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Razumete? In to je dejansko res. Če nekdo, kakorkoli vzamemo, pa hočemo biti nad bogovi ali pa enaki Bogu in tako naprej, je dejansko, mi smo morda del tudi Boga, vendar pa nismo bogovi. In dejansko moramo priznati, da nad nami je karkoli že, tudi da če naj poslušajo ljudje, ki niso ravno verni, je dejansko treba priznati, da nad nami je nekaj, kar je izjemno pomembno, kar nas je dejansko ustvarilo. Ker gledajte, večkrat pridem v pogovor z ateisti, tistimi, ki absolutno ne priznavajo ničesar, ki priznavajo samo evolucijsko teorijo in tako naprej. Ko je nekdo meni sedi, da je Robespierre, tudi govoril podobne zadeve, kar zadeva, da ni Boga, da smo vsi nekako, ne vem, ustvarjeni potom slučajnosti. Pa me pa pokazal čisto navadno žepno uro. In je rekel, poglej, a misliš, da si je sam naredila ali da je naredil urar? Mislim, tako podobno. Človeško telo je pa tako sofisticirano narejeno, kot to noben računalnik ne more. Če pogledate delovanje hormonov, če pogledate delovanje česarkoli, jaz sem v tej svoji radijski zgodovini, tako rečem, čez 2000 gostov, ki so bili veliko tudi zdravnikov, specialistov za določeno področje in tako naprej. Človek samo ostrmi, kaj je telo možno, kako se telo lahko tudi samo, bi rekel, dejansko brani in marsikdaj in marsikje, predvsem pa ta ustroj telesa, to je neverjetno, da je koža prav takšna, kot je, da je toliko, kot jo je, da nam je ravno prav. In če pogledamo samo strukturo očesa in povezano z možgani so pa, ne vem, ni tega računalnika, niti v Švici, ko deluje ti super računalnik, ga ni, ker to je nemogoče, ker je bilo bi rekel, ustvarjeno, dejansko je bilo ustvarjeno, to ni nastalo, razumete, celice sama celica ni iskala določene celice, da se bo povezovala in postala možganska celica, lepo vas prosim, to je nemogoče. Vse, kar je bilo in je na tem svetu, je ustvarjeno. In tako da jaz moram reči, da je zanimive stvari, tukaj bi lahko midva zdaj marsikaj, tudi zadnjič sem nekaj zelo zanimivega prebral od tega sufijskega mistika Rumija, pravi, ker pa seveda ni v skladu ravno s krščansko teorijo in prakso, ampak vse. On pravi, sem bil stoletja in tisočletja sem bil kamen, potem sem bil stoletja in tisočletja sem bil rastlina, potem sem bil stoletja in tisočletja žival. Potem pa sem zdaj človek. Kaj bo potem, se sprašuje Rumi, in verjetno tudi vsi mi z njim, tudi recimo, če nismo zdaj poborniki kakšne reinkarnacijske teorije in podobnih zadev. Ampak gledajte, so pa filozofije, recimo, kot so filozofije vzhoda, ki pa dejansko na to polagajo veliko pozornost. Ampak gledajte, jaz mislim, da vsak mora iti po svoji poti.
Carl Gustav Jung, ki ga zelo spoštujem, je bil velik švicarski psiholog, psihiater, filozof tudi, pisec izjemnih knjig in tako naprej. Čeprav je bil tudi se malce spogledoval z nacizmom in tako naprej, kar mu seveda ni šteti dobro, ampak bil je pod vplivom te germanske mitologije, to je dejansko res. Ampak kaj je pomembno, kaj sem hotel reči, pa to? On je rekel, da ne bomo brez škode prenašali vzhodnjaških tehnik na zahod in da zahodnjaška psiha absolutno ni primerna za sprejemanje leteh. No, da bom pa to potrdil na slovenskem primeru. Jaz sem bil, nekaj let sem bil, 5 in nekaj več let sem bil direktor neke svetovalnice in sem imel 2 primera, 2 gospa srednjih let, ki sta šle na tečaj joge v različen kraj, se nista poznali med seboj in obe sta dekompenzirali, obe sta padli v psihozo. Res? Na osnovi ene samih vaj joge. Seveda, jaz moram reči, da z jogo ni nič narobe, ker zadeva telovadnost. Veste? Telovadba je super in jaz vsako telovadbo pozdravljam, tudi sam sem pobornik tega, tudi sam telovadim zjutraj in moram reči, da tudi kakšna asana iz joge absolutno nič ne škodi. Drugo pa je seveda, kar je verjetno Jung hotel povedati, je pa prenašanje filozofskih praks, na zahod, ker dejansko vzhodnjaška psiha je precej introvertna, zahodnjaška pa ekstrovertna in tu se ti 2 stvari ne morata sovpadati in tisto, kar razume vzhodnjak, zahodnjak ne more razumeti. Mogoče, če bo kdo prebral, recimo je zelo dobra knjiga Zen in psihoanaliza, ki sta ga napisala Suzuki pa Erich Fromm, znani tudi psihoanalitik nemški, ki je bil tudi izjemen. Marsikega prikazujejo, da je bil on recimo, da je bil pač levičar, da je bil pripadnik tega, frankfurtske šole in tako naprej. Ampak on je dejansko tudi v slovenščini neka knjiga, zdaj se ne spomnim tega imena, ampak dejansko prikazal, bi rekel, vse nasprotja Sovjetske zveze. Čisto mirno napisal. No in Suzuki in Erich Fromm sta napisala to knjigo Zen, budizem in psihoanaliza, ki se pa začenja z 2 pesnitvama. In sicer ena je pesnitev nekega japonskega pesnika haikuja, ker čisto... Bašo. Mislim, da je to, mislim, da je prav, kar ste rekli. No in pogleda in jo občuduje to cvetlico v njenem naravnem okolju, z nekaj besedami, kot so v haikujih in to je to. Potem pa daje primer nekega angleškega pesnika, se ga tudi ne moram zdaj spomniti hip, kjer pa vidi neko drugo cvetlico, seveda ste živela ta 2 v različnih zgodovinskih obdobjih, no in pravi, ta cvetlica in jo takoj utrga in nese domov. To je to. To je zahod in to je vzhod. In jaz mislim, da je vzhod tudi zdaj se je izgledno materializiral. Če pogledamo Kitajsko, vse tiste njihove 300-metrske stolpnice, ne vem koliko še, a veste, tu ni nič od te introverzije, tu ni nič od globokega taoizma, tu ni nič o budizmu, ničesar ni tu. To je en sam pohlep po denarju. No, ampak hočemo reči nekaj drugega, da tisto pa tista osnovna, bi rekel, vodilna slika duše pa dejansko pa je različna. In na to je Jung opozarjal in da to ne bo brez škode. Kaj je psihoza? Veliko je o tem pisanega, veliko je o tem se govori, ampak dejansko psihoza je nič drugega, kot da se naš funkcionalni jaz, ki skrbi za to, da se naša podzavest ne ulije v zavest, se zaradi različnih vzrokov, zaradi drog, zaradi alkohola in zaradi takšnih praks, se lahko zgodi, da se ta podzavest razlije v zavest in ni več mogoče nazaj priklicati tega funkcionalnega jaza. To poskušajo tudi v psihiatričnih bolnicah z medikamentozno terapijo, se pravi za zdravili, nekaj jim uspe, nekaj ne, ampak v glavnem zelo težko je. Psihotiki so dejansko morali biti do konca življenja na antipsihotikih, da se spet ne zgodi ponovno to. Tempo življenja je tak, da nas kar sili v to odtujevanje od samega sebe, postajamo roboti in sužnji navad in dolžnosti in tako naprej. In svojevrsten dosežek je danes srečati človeka, za katerega čutiš, da je v stiku s seboj, da ne govori stvari, za katere misli, da jih sogovornik hoče slišati, da ne skuša nikamor lesti nekomu, ker je pač na položaju in tako naprej. Kako to, da je tako malo prisebnih ljudi? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker veste, nekateri so vzeli to tržno ekonomijo v vsakršnem smislu. Tudi domačem. Dejansko so resnično tudi v odnosu do otrok in otrok do staršev je postala vse tržnost. Vse se trži, vse, kar se lahko proda,
tudi čustva, je treba prodati. In če nisi prodal, potem, glejte, kaj so drugega všečki kot trgovanje? Ko jaz postavim na razpolago svoje telo in čakam, da bom dobil všečke. In če všečkov ni, sem deprimiran, popolnoma deprimiran. Nekateri celo naredijo samomor, res je, no, da so to rekel s posmehom, vendar je pa res, ne, nažalost. Morate vedeti, da je nekaj drugega tudi, ne. Naši otroci, ne, Gibran je rekel, naši otroci niso naši otroci, ker mi v svetišča njihovega sveta ne moramo. In to je dejansko res, ampak moramo pa seveda gledati na to, kakšno popotnico ji damo za ta življenje. Razumete? Mi jih moramo usposobiti, da bodo močni, da bodo lahko sprejemali še hujše težave, kot so zdaj ta COVID, recimo, da bo še hujše krize prišle, recimo, ko bo pomanjkanje vode, ne, ko bo recimo pomanjkanje česarkoli, tudi hrane in tako naprej, ne, ker razna tržna ekonomija, ki se je tako razbohotila in ta liberalizem, vključno s temi kolekcionarji milijard, kot smo prej omenila, ne, ker drug namen ni trženja, kot to pridobivati dobičke in dobiček pa stremi k temu, da imam jaz več kot ti, a ne, da živim udobneje, bolje, da si več privoščim, ne? Ampak z vso to privoščljivostjo, ne? V tem smislu, ne, da sem neboštljiv drugim, ampak s to privoščljivostjo sebi, ko češ, ne bom si ne vem kaj, ni popolnoma nič, ker v svetovalnicah in tudi sam v tej letu in pol te dežurne psihosocialne službe sem se srečal z razvalinami, ki so imeli vse dejansko, ne? Ampak niso bili pa notranje v središčeni, ker ste verjetno bi mislili vprašati in niso bili dejansko najdli svojega težišča v sebi, ne? To je bistveno. Glejte, vse, kar počnemo, recimo, kadar smo pod vplivom tudi medijev, se pravi sredstev javnega obveščanja, to mislim predvsem EPP, ne, ekonomska propaganda in tako naprej, a ne, mi nismo v sebi, mi smo izven. In to je narobe. Vsak od nas, tudi kojec na to opozarja, izhajati moramo iz sebe, popolnoma iz sebe, tako ker imamo samo mi ta talent, določen talent, ne, tako imamo tudi mi samo to enkratno osebnost, kot imamo samo vsi, samo enkratne prstne odtise. A veste? In to je dejansko tisto, ker človek mora graditi, ne se zdaj opažam pri otrocih, ja, spogledujejo se z vsemi modnimi trendi, ne, pa s tem trganjem kavbojk, pa s tem, ne vem, kazanjem kolen, pa s temi silnimi, ne vem, najprej, ko sem videl enega človeka vdelač, sem rekel, joj, tega je pa kamion povozil, ki ima roko popolnoma modro, razumete. Ko je pa prišel blizu, ne, sem pa videl, da je tetoviran, da je njegova roka in rame in vse, da je to katastrofa. Namreč, zakaj je katastrofa? Lete, on v tem času, ko je to moderno, si je to privoščil, ne? To ni poceni, ampak pustva to. Tudi so določene bolečine, pa tudi to postva, to je zaradi mode premagal, ne? Tako, kot so različne gospe in gospodične v času Ludvika 14. imeli tiste steznike, ki so jih, tako da so padale v nezavest, ne? Ker je bilo, dejansko je tu stvar podobna. Samo da te gospe pa gospodične so potem te steznike dale dol, da čim koža ne moreš dati dol, v tem je ta problema. Ne? Jaz nimam nič proti temu, ne? To je svobodno volimo vsak, da recimo, tudi če želi ne vem kaj, da si naredi. Ampak, a veste, človek se spreminja. In ko bodo ti gospodje in gospodične tetovirani, stari, ne vem, 40, 50, 60, 70 let, ne vem. Jaz sem bil pač takrat še v jugoslovanski ljudski armadi, ne? Ker sem pač tista generacija. In se mi je zdelo čudno, sem rekel, so imeli ljudje recimo razne tetovirane srčke, pa ne vem, Miljana, ne vem, 1900 pa toka, ne, pa tret, pa mi je prav jedno rekel, sem rekel, zakaj ma nimaš enkoli tole srajco vojaško, nek polet, to s kratkimi rokavimi, z dolgimi, pa bi rekel, ja, veš kaj, tam imam en čuden, je rekel, tetovirana stvar, ne, ker nisem več zelo zadovoljen. Ne. In je seveda bilo ime neke punce, ki se je ravno, ko je bil on v služenju vojaškega roka, to je bilo mislim, da je bilo v Titogradu ali v Baru, tam dol sem bil deleč. No in je rekel, da ga je ravno takrat pustila, on je imel pa zdaj to tetovirano. Pa seveda so bili tudi drugi, ki so tele slavnostne zakletve, ne, so si tudi tetovirali, JNA, ne, normalna Jugoslovenska narodna armija, in tako so si tetoviran dan, ker so bili dali to slovesno obvezo, zakletvo, ne, in tako naprej. No, skratka, hočem reči nekaj. Čas naredi svoje, razumete? Mi smo se pa ustavili v času. Kaj bo potem, ko bo čas šel naprej? A bomo še zadovoljni s tem? Lejte, kot smo pri modi, ne, marsikatera gospodična gospa, pa tudi gospodiča, ne, si ne upa obleči obleke izpred 5 let, ker ni več moderna. Kako bo s kožo? Kako jo bo oblekel?
mislim, novo. No, hočem reči, tu smo seveda, dejansko smo na nek način ovce, ne. Smo dejansko, in tu me veliko krat kar jezi, ne, da smo sužnji recimo nekih diktatorjev, modnih diktatorjev česarkoli. Vplivnežev raznih, ne. Vplivnežev, no, to sploh ne, absolutno. Vplivneži dobro služijo, ne, ker seveda so našli nišo. Poznam nekaj od teh primerov, nima več proti njim. Oni so pač zavohali, čisto po domače rečeno, tržno nišo, kjer se da služiti, ne, bi rekel, dokaj lahek način. Živela praktično. Tako, in oni dejansko s tem, ki uživajo, sej so verjetno srečni, ne? Oni sami uživajo pri tem, ko dejansko v nekih blagovnih znamkah, ne, najdejo svojo zatočišče, azil, ne, in potem to vsiljujejo na mehak način drugim, ne, drugi pa seveda, ne, to sprejemajo. Ne, namreč tukaj je eno bistveno vprašanje to, ne, ker morda bi bilo tudi za odgovoriti. Vse je odvisno od trdnosti našega funkcionalnega jaza. Če je nas funkcionalni jaz šibak, bomo to sprejemali. Ne? In tudi, če pogledamo slovenske politike, tisti, ki so imeli šibak funkcionalni jaz, ali pa ga še ga imajo, niso mogli uspeti. Zato, ker šibak funkcionalni jaz ti ne omogoča, da bi, razumete, da bi se ubranil teh zunanjih, kakršnikoli že pritiskov. Ne? In dejansko, če hočeš nekaj prispevati in skupnosti, in tudi v politiki, in tudi v gospodarstvu, moraš priti z inovacijo, ampak ne tako, kar zadeva kakšno roko, ki jo ni kamion povozil, ampak dejansko prinašaš nove ideje v ta prostor, razumete, in čas, ne? Čas, ne, kairos, ne, kot pravimo, mislim, da je grški izraz za duh časa, izjemno pomemben. Vam povem, jaz včasih v življenju je prišel kairos, a ne ta duh časa, mislim, ni bil to duh, ne, ampak ta preblisk, a veste, preblisk, ta intuicija, a ne, ki je rekla, tako naredi, pa nisem naredil, in je šla stvar mimo in se nikoli več na tem področju ni ponovila. Mislim, da sva navrgla veliko tem, kot se za knjigo, ki sva jo predstavljala, tudi spodobi, to je Učbenik življenja, ki jo je napisal Martin Kojc. Jaz bi našim poslušalcem res priporočila to drobno, a koristno knjigo, naj si jo vzamejo v branje, pa premislijo o kakšni stvari. Konec koncev je to knjiga, ki je ne moreš imeti samo za 14 dni. Knjigo je dobro imeti doma, upam, da se najde tudi po knjigarnah. Bi jo vi priporočili, gospod Borut Pogačnik? Absolutno, ker jaz nisem Janeza Drnovšku priporočil to knjigo, ker se nisva spoznala. Sem pa res enkrat imel namenil, da bi ga takrat, ker bi že bolan povabil pred mikrofon, da bi ravno to me zanimala njegov pogled na življenje potem, ko je zbolel. Ne. Pustimo tisto prej. Bil je pač član različnih organizacij in tako naprej, ampak to ni pomembno. Ko prideš, ko se ti bliža, ne, bi rekel ti zadnji trenutek, ne, in ko veš, da se ti bliža, ne, jaz pač živim v res popolnem optimizmu, sploh ne razmišljam o smrti, niti o tem. Prijatelji pravijo, se ti boš umrl pri 110 letih, rečem, zakaj pa ne. In recimo, veliko je takih ljudi, ki si jih poznal, totale, ko je bil v domu Poljane v Ljubljani, smo ga tudi mi obiskovali, ki je bil 107 let star. Izjemen človek, res umrl je, mislim, da je 2 ali 3 leta od tega, ne, in smo se z njim, bi rekel, res, si se z njim lahko veliko stvari, ne, si se lahko pogovarjal. No in še veliko teh, ki jih mi, to moram tudi povedati, v sklopu Združenja invalidov Foruma Slovenije tudi obiskujemo in delamo na terenu in veliko ljudi, ne, tudi po domovih starejših od nas niso bili nikoli pozabljeni, to moram povedati, ker naše društvo že obstaja 25 let. Ampak se s temi program se imenuje Veriga psihosocialne oskrbe in druženja in ta program že deluje od leta 2002, da ne bo kdo mislil, da smo tudi mi podlegli kakšni modi, ki je zdaj moderno, da se različne organizacije javljajo tudi na razpise
podpise, pa so nekateri odlično prišli skozi, mi ne. Niste vi med temi nevladnimi? Ne, mi smo nevladna organizacija, ampak žal ne s takim pedigrejem, kot ga imajo nekatere, ki si pač so dobila sredstva za obrambo pred COVID-om, oziroma pa, ne vem, mi še nikoli nismo slišali za njih, niti na terenu nismo nikogar srečali v tej organizaciji, ki bi karkoli počel skupaj z našimi kolegi, izvajalci tega programa. Ja, lete, kar zadeva samo knjigo, seveda bi jo absolutno priporočil, ne zaradi mojega uvoda, ampak dejansko zato, ker je knjiga res, bi rekel, sproščujoča, pisana je prijeten način, enostaven način, zdaj nova verzija je tudi malo posodobljena, nekatere besede so bile malce tudi, bi rekel, starejše verzije, ko so pa iz predvojnega časa, normalno, da je bilo treba kakšno stvar tudi posodobiti, ampak duh tega časa, se pravi prvotnega spisa oziroma prvotne te knjige pa veje iz tega. No in kot ste na začetku te oddaje rekli, in tudi ne bo zaključek tak, dejansko je bil Martin Kojc pred svojim časom in tudi knjiga je pred svojim časom in je kot, mislim, da je prav namenjena temu kriznemu času in še kateremu, ki bo temu sledil. Gospod Borut Pogačnik, veliko bi vas še rada vprašala in vas bom še kdaj povabila, ampak omejeni smo pač s časom. Za nocoj vam rečem najlepša hvala, ker ste prišli, kar ste povedali. Upam, da bodo te besede dvignile marsikoga od naših poslušalcev, da bo šel po knjigo, jo prebral in v blagor svoje duše in tistih, ki z njim živijo od trenutka, ko bo začel premišljevati te stvari. Ne vem, živel bolj polno življenje, če drugega ne. Hvala lepa. Tudi vam hvala za res prijetna, zanimiva vprašanja. Moram reči, da se da poznate stvar, da ste bili široko razgledani, ker redko s katero novinarko se človek lahko pogovarja o toliko različnih stvarih, kakor sva se midva ta večer. Lahko noč. Lahko noč. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. And I will trust in you. And I will trust in you. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delights, and I will trust in You. And I will trust in You alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one. For You are with me, and Your
and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. For your endless mercy. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead